Prva umetniška razstava je bila medijsko sjajno podprta. Promocija je bila za tiste čase zelo dobra. Imeli so podporo mariborskih glavnih časopisov, tako slovenskega kot nemške strani. In v časopisih se je objavljalo oziroma spremljalo dogajanje z razstavo od samega začetka, praktično od ideje, da razstava bo, potem preko pozivov umetnikom, pa o takih pričakovanjih, kaj se bo videlo, pa potem diskusije, kakšnega tipa bi razstava morala biti, do potem seveda otvoritve, kjer so časniki prinašali majstrov govor, do različnih vtisov in umetnostnih kritik o razstavi. Skratka, že zdaj imamo, mislim, da je 40 notic, člankov, obvestil, pa še kak se bo našel. Razstava je bila odprta slab mesec. Obiskovalcev je bilo nekaj več kot 2500 in prodanih 28 del. Razstava je bila namreč tudi deloma prodana. Niso bili ravno najbolj srečni s temi številkami organizatorji, ampak kljub vsemu, to ni tako slab rezultat. Istega leta, 1920, je Narodna galerija dobila prve javne prostore v Ljubljani. Sicer ni bila odprta vsak dan, mogoče 2-3 dni na teden, ampak v 10 mesecih so imeli 600 obiskovalcev. Tako da ta medijska podpora in to navdušenje v Mariboru na prvo razstavo je vseeno pokazalo kar dober odziv. Razstava v Mariboru je bila tudi ena prvih, ki so bile tako lepo ilustrirano predstavljene v časopisu. Časopis Planet, ki je bil namenjen kulturi, je prinesel na 2 straneh reportažo z posnetki, ki jih tudi kažemo tudi na razstavi, z portretom Viktorja Cotiča kot organizatorja in generala majstra kot predsednika organizacijskega komiteja.